Danes sva z županom občine Brežice, gospodom Molanom, podpisala pismo o nameri, da Ministrstvo za obrambo in občina Brežice skupaj urejata okolico vojašnice oziroma letališča Cerklje ob Krki, kajti območje še ni komunalno urejeno in potrebuje še to ureditev. Je to v skupnem interesu tako občine kot Ministrstva za obrambo. Seveda pa je to v največjem interesu prebivalk in prebivalcev in zato tudi danes to pismo o nameri. S tem podpisom današnjim smo se zavezali, da pristopimo k projektu. Pravzaprav se aktivnosti že dogajajo in naše ekipe, tako občine Brežice kot tudi Ministrstva za obrambo, seveda že delajo na tem in prepričan sem, da bo tako kot tudi v sosednji občini Krško, mestni občini Krško, kjer smo podpisali pismo o nameri, tam bomo financirali 4 dovozne ceste, potem tudi gasilsko vozilo in podobne zadeve. Vse to pa s ciljem, da tudi Ministrstvo za obrambo oziroma Vlada Republike Slovenije kraju, v katerem deluje, v katerem je naš dom, da tudi na ta način tudi vrne to gostoljubje. Vsekakor pa s ciljem, da ljudje, ki živijo na tem območju, da imajo čim višjo kakovost življenja. To je naš skupni cilj. Nekatere zadeve seveda smo že financirali, prav tako redno financiramo vsako leto občino Brežice, sofinanciramo projekte, seveda pa ne samo tukaj, tudi drugje po Sloveniji, kjer so taki primeri, kajti Slovenska vojska je institucija, ki želi biti blizu ljudem, ki želi pomagati ljudem na vse načine in seveda tako tudi tukaj. Zato sem prepričan, da ta naš današnji podpis pisma o nameri je samo eden izmed korakov dobrega sodelovanja in zagotovo se bo to tudi nadaljevalo. Tukaj ni pravzaprav nobenih skrbi. Občina Brežice z Ministrstvom za obrambo že sodeluje praktično od leta 2006 oziroma od 2008, odkar je bil sprejet državni prostorski načrt. Veste, da smo bili vedno močno vpeto, saj to letališče kar močno posega v naše okolje. Tako imamo seveda že dogovor o sofinanciranju različne infrastrukture, ki nekako poteka. Danes smo se tudi še pogovarjali o tem, da ga je treba narediti za naslednje 2 leti, kar se tiče 2025 in pa 2026, je pa še potrebno izvesti še tudi neke obveznosti iz lanskega leta in letošnjega leta, kar je bilo obljubljeno, da bo zelo v kratkem času to tudi izplačeno, tako da to poteka. Seveda danes smo se pogovarjali predvsem o nekem novem projektu, to gre za kanalizacijo. Treba povedati, da seveda to okolje v Cerklju ob Krki, kakor tudi samo letališče, nima najbolj ustrezno urejeno omrežje kanalizacijsko, kar pomeni seveda s tem tudi delno obremenitev za okolje. Zato smo danes podpisali pismo o nameri, da bomo z skupnimi financirali in pa zgradili novo čistilno napravo, da bomo zgradili seveda tudi kanalizacijsko omrežje, na katero bojo priključeni tako seveda krajani, kakor tudi sama vojašnica, njihovi objekti, in da bomo seveda sofinancirali v deleži, katere koliko seveda na to pripada. Poleg tega pa se je ministrstvo tudi zavezalo, da nam bo pomagalo tudi pri pridobivanju evropskih sredstev, da bi tudi iz kohezije dobili del sredstev, kar pomeni seveda, da bi s tem bistveno zmanjšali obremenitev tako občinskih proračunov kot tudi Ministrstva za obrambo. Treba pa povedati, da seveda tu že delovne skupine delajo. Zdaj treba skupaj tudi z krajevno skupnostjo najti najprej primerno lokacijo za čistilno napravo in jaz upam, da bo v kratkem tudi sprojektirano in da bomo tudi s tem omogočili bistveno več za čistejše okolje v tem delu naše občine.